Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Komisija Državnega zbora za nadzor proračuna ni uspela skleniti seje o sumu oškodovanja državnega premoženja pri projektu nove pediatrične klinike. Na sejo ni bilo direktorja davčne uprave Ivana Simiča, ki bi se moral soočiti z Đorđem Perićem. Kako je izgledalo to vabilo na sejo komisije, ko ste povabili direktorja Dursa, gospoda Simiča? Najprej je rekel, da bo prišel, potem je rekel, da ne bo prišel, potem spet da bo in potem spet ne bo. Je to res ali kako drugače? Ne, to je res, to so dejstva, to sem povedal tudi na seji komisije. Katere predsednik Milan Petek pravi, da neuspešno vabijo na razgovore tudi druge predstavnike oblasti. Vabite tudi ministra za finance Bajuka, ministra za zdravje gospoda Bručana, pa me zanima, kdaj boste se Pavlova udeležila te seje? Tudi mene zanima, kdaj se boste udeležila. Zaenkrat sta pošiljala pooblaščence, za katere moram reči, da so nekateri premalo očitno pooblaščeni, ker nekateri stvari niso vedeli. Zaradi tega smo mi danes prekinili ponovno sejo z jasnim pozivom ministru enemu in drugemu, da se nam naslednjič pridružita. In kaj je povedal Đorđe Perić? Zelo veliko. Izbrali smo samo nekaj poudarkov. Ko je stopil v pisarno, je vprašal, kdo je tukaj gospod Perić. Odgovoril sem, da sem to jaz. Na to je povedal, da je on doktor Domen Zavrl, te vprašal, ali ste slišali za me. Povedal sem, oprostite, vendar za vas nisem slišal. Nadaljeval, da so njegovi svetovalci Simiči partnerji, da jim plačujejo vsak mesec 10.000 evrov in da želi denar čim prej nazaj. Ko je obvestilo prebral, je na njem videl moj akademski naziv. Na to mi je dejal, kaj ste vi tudi doktor. Odgovoril sem pritrdilno. Na to me je začel spraševati, kje sem doktoriral, iz katere teme, če imamo pravilno nostrifikacijo v Sloveniji in podobno. Čez par dni, točnega datuma se ne spomnim, pa je vodja oddelka za davčno inšpekcijo Davčnega urada Ljubljana, Vilhar Hegler Marija, prišla osebno v mojo pisarno in zahtevala, da ji vrnem razširjen delovni nalog nazaj. Eden od razlogov moje odpovedi je bil nepooblaščen podpis ovadbe in zloraba informacij v neslužbene namene, kjer obrazlagajo ravno, da sem poslal ta dopis okroženemu državnemu tožilstvu v nadaljnjo obravnavo. 18. januarja, ko sem simptomatično detalja izdal predlog za razširitev pregleda na pediatrični kliniki, je isti dan prišlo do poskusa podkupnine v višini, ki mi je bila ponujena v višini 60.000 evrov in sicer strani nekega Johna, ki se je nakratko potem izkazalo, da gre za Mirana Straha. 8. marca, ravno ko sem prvo stran sestavil izreka sklepa o zavarovanju terjatve pri gospodu Strahu, rabil sem še par ur, so mi prišli v sobo in so mi izročili izredno odpoved. Sprašujem se, ali so mi sledili, ali mi niso sledili. Predsednik Državnega zbora France Cukjati se je odzval na zahtevo opozicije, naj organizira sestanek s predsednikom vlade Janezom Janšo, na katerem bi ta pojasnil očitke iz pisma Andrijane Starina Kosem. Če želijo to vprašanje odpreti, je najbolj primerno na kolegiju predsednika Državnega zbora. Predsednik Državnega zbora je tudi dovolj jasno napovedal, kaj se bo zgodilo. Poglejte, pobuda je pobuda, ni zahteva, ne more biti zahteva. O tem odloča Državni zbor. Vsaka poslanska skupina lahko da kakršnokoli pobudo, kakršna se izdi poslanski skupini pametna. No, jaz mislim, da je inštitut poslanskih vprašanj, ki ste ga omenili, zelo primeren za reševanje takih vprašanj in jaz prepričan, da bo opozicija to izkoristila. Na odločitev predsednika Državnega zbora se je takoj odzvala opozicija. Za organiziranje sestanka med predsednikom vlade in opozicijskimi poslanskimi skupinami ni potrebna pravna podlaga, ampak je potrebna dobra volja. Poslanske vprašanje postavljajo poslanske skupine predsedniku vlade in jaz verjamem, da bo marsikatera poslanska skupina to možnost izkoristila. Dogovorili smo se, da se v naslednjih dneh dobimo in se dogovorimo o nadaljnjih korakih.
Že prej pa so svoje poglede na isto temo predstavili vodje poslanske skupine SDS. Jože Tanko meni, da za zahtevo opozicije verjetno ni nobene podlage v aktih Državnega zbora in ne v zakonu o vladi ali kjerkoli drugje. Tanko je novinarsko konferenco začel z ugotovitvijo o tem, kdo je pravzaprav zaslužen za visoko gospodarsko rast. Dejstvo je, da so taki dobri gospodarski kazalci, ekonomski kazalci značilni bolj za sisteme, v katerih prevladuje desno-sredinska opcija. Seveda pa nikakor ni šlo brez Andrijane Starina Kosem. Če bo ona predložila SMS-e, ali bo to dokazi za vas ali ne? Pravi, da ima dokaze. Ne vem, to pa ne vem. Poskusili ste jo poiskati, niso vam javljali. Je treba reči, da gospa Andrijana Starina Kosem v stranki nima nobene funkcije. Pa jo zdaj nameravate morda izključiti? Stvar postopka, o tem se nismo še pogovarjali, to je stvar organov stranke in poslanske skupine. Dokler je pismo tako kot je, pomeni to preprosto samo insinuiranje oziroma klevetanje. Zdaj sicer ne vem, kako si to razlagate, da gospa lahko paradne konj. Kako grdo se gnoji ta odprta rana SDS-a. Komentar, urednik in direktor časnika Finance, Peter Frankl. Kaj vse sta skupaj počela Janez Janša in Andrijana Starina Kosem, tega še lep čas ne bomo izvedeli. Da je nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo pred približno 2 letoma pomembno sodelovala pri netransparentni prodaji Mercatorja Istrabenzu in Laškemu, to je dejstvo. Ravno tako dejstvo je, da je delala po nalogu politike, najverjetneje prav Janeza Janše. Pred dnevi je med njima dokončno počilo. Andrijana Starina Kosem je zdaj v službi kje drugje kot pri Laškem. Roka roko umije in kot laška nadzornica časopisa Delo ima nekdanja državna sekretarka v šahu predsednika vlade. Kapital kaže politiki zobe in to ni nič nepričakovanega. Kapital ima svoje interese in naivna je tista politika, ki tega ne ve. Če politik sklene kompromis s kapitalom, mora vedeti, da se veter lahko hitro obrne. Da je pivovarniški kapital imel od Janše koristi, ko sta bila prijatelja, je na dlani. Ni pa jasno, kakšne koristi je od zdaj propadega kompromisa s kapitalom imel Janša. To zdaj veste samo Janša in pivovarna Laško, ki podatke o tem za zdaj skriva v kakem od svojih predalov. Nič ni jasno, skratka. Nič. Vsaj meni nič. Župan Zagorja Matjaž Švagan je postal protikandidat Katarini Kresal v bitki za predsednika LDS. Švagan je med drugim tudi član Gibanja za pravičnost in razvoj. Mnogo je namigov, če v zadaj stoji dr. Janez Drnovšek, ali zares smo odločili zanikati, da je to moja osebna odločitev, dovolj sem že star, da lahko sam odločam o svojih političnih potezah, vsekakor pa je dr. Janez Drnovšek moj politični vzornik, politični car. Slovenija, 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 kultura. V galeriji Alcatraz na Metelkovi je sinoči potekal pogovor o knjigi Borisa Vezjaka Sproščena ideologija Slovencev. Ob tej priložnosti so o filozofemu sproščenost sproščeno podebatirali avtor knjige in gosta Rastko Močnik in Mitja Velikonja. Avtor knjige je uporabil slikovito razlago uporabe pojma sproščenost. Recimo tipično Pahor, ki pride in vedno reče, ja pogledajte, vi ste dobili sproščenost, je ni, ampak ko bomo mi na oblasti, pa jo bomo res naredili. V Cankarjevem domu so premierno zavrteli dokumentarni film o fotoreporterjih in fotoreporterkah z naslovom Na prvi pogled. Režiral ga je Dušan Moravec. O penziji je z Denisom pomodroval legendarni Miško. Kaj gledam starejše fotoreporterje, ki so to delali, noben ni spravil tistega zakledno pa rekel, haha, fajn, zdaj sem po penziji. Se mi zdi, da to ne moš kaj tako pustiti. Da če ti nekaj vidiš, en dogodek, ki se ti zdi zanimiv, bom po moje še s palčko na delo klicu, pa dajte mi tole, pa mi objavite lepo prosto. Tako je fajn, ne vem, da po moje. Še vreme, enkrat je dež, enkrat je sonce. Odgovorni, dejte se že enkrat zmeniti, poletje je. Hvala lepa za vašo pozornost iz ljubljanskega studia 136. Nasvidenje, to so bile Vesti na Vesti.